Sem Gregor Ravnik in vi poslušate Radioaktivno. Zaupati ljudem, težko je to, že vem, ampak če si sam, je vse zaman. Zaupati ni greh, če znaš ostati na tleh, taki zna verjet, zna živet. Če verjameš, bo lažje ti vse. In zdaj pusti, naj vodi te srce, vse bo drugače, poglej zate, tu sem še naprej, verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Zaupati ljudem, težko je zdaj, že vem, taki zna živet, zna verjet. Če verjameš, bo lažje ti vse. In zdaj pusti, naj vodi te srce, vse bo drugače, poglej zate, tu sem še naprej, verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Vse bo drugače, poglej zate, tu sem še naprej, verjamem vse, ker verjame srce. Ko boš od mene odšla in svet bo zagrnila tema, ti bom verjel, ker to sem hotel. Verjamem je bila slišana skladba Gregorja Ravnika z istoimenskega albuma. Gregor, lepo zdrav, daj Radioaktivno. Čau, lepo zdrav sem. Lani septembra sva se srečala, takrat bila med nama s tvojim prvencem. Ja, v bistvu smo letos v drugem letu dejanskega ustvarjanja in koncertiranja izdali že drugi album in sem vesel, da smo produktivni, da veliko delamo z mojo krasno ekipo, tako da nastajajo nove skladbe in že nov album, evo. Glasbeno si očitno zelo aktiven. Ja, absolutno, in sem rad aktiven, tudi veliko radi sodelujemo z ekipo pri ustvarjanju, ne, se zapremo v studio in nastajajo nove ideje, nove demo posnetke, nove skladbe, tako da ne samo na odru, ampak tudi potem za odrom oziroma v studiu ali pa v sobi ali pa kjerkoli se dobimo in potem vsi skupaj damo ideje na dan. Kdo je bolj priden, ti ali ekipa, kdo koga bolj priganja? Opazil sem, da v zadnjem letu bolj jaz preganjam, ker se mi zdi, da vsak ima 1000 stvari, s katerimi se ukvarja, ne, in potem se vsak razgubi po svojih, tako da jih jaz potem vlečem skupaj, ampak moram reči, da so vsi krasni in predvsem Marko Hrvatin in Mitja Bobič, s katerima ustvarjamo že od začetkov samih, sta dosti zagnana in smo vsi nekako v tem projektu 100% noter, ne, in je to naša zgodba, naš projekt, tako da sem vesel, da jih imam in se mogoče, ja, itak, da se vsak en drugega brcamo, ampak jaz sem tisti, ki jih potem drži
drži skupaj. Si potem zelo redoljuben. Ja, imam rad red, imam rad neko organiziranost, čeprav včasih ni to vedno možno, ne, in nas zapelje drugam, ampak sem pa rad organiziranja, to pa. Tudi na glasbenem področju. Ja. Ko je treba iti v studio, ko je treba iti na oder. Ja, čeprav se mi zdi, da nas vedno lovijo neki roki in datumi, ne, in potem za iti v studio se potem kar zgodi vse zadnji moment, ker si odvisen od toliko ljudi, ne, samo od sebe, ne, ampak imam pa rad tisti red in sem se naučil, da mogoče moram že neke roke postavljati toliko prej, da je potem v miru vse narejeno. Ob tolikih koncertih, ob tolikih aktivnostih, kdaj potem najdeš čas, da se zapreš v studio, pa rečeš, sedaj pa bomo snemali pika? Ja, ponavadi kakšen teden ali pa ko ni nič kaj dosti koncertov ali pa vaj ali pa drugih obveznosti, si damo ta čas, da se mogoče zapremo in da samo vadimo ali pa samo ustvarjamo ali pa snemamo. Je pa včasih si potrebno najti kakšen dan tu pa tam, ne, da umestiš tudi ta studio vmes in vem, da zdaj za zadnje skladbe, tudi za decembersko, ki je išla najnovejša, no, smo itak med vsemi obveznostimi šli v studio, pa potem na koncerte in tako naprej, tako da je včasih pa težko. Pogovor sva pričela z naslovno skladbo tvojega drugega albuma Verjamem, ki je išla ob izidom septembra meseca. Tako, septembra je šel moj album drugi in takrat se je zgodil tudi moj največji koncert do zdaj v Cankarjevem domu v Ljubljani. Povezoval je ta koncert moj drugi album in seveda vse skladbe na njem, pa tudi stare skladbe iz prejšnjega albuma, tako da je pa Verjamem ena taka skladba, ki je povezovalna za vse skladbe, ki so na novem albumu, predvsem neka rdeča nit, vse skladbe imajo neko pozitivnost, neko dobro sporočilnost in ta skladba, verjamem, jih še se mi zdi bolj poveže, tako da sem vesel, oziroma zbral sem jo prav zato, da je naslovna. Druga bo Ponoči. Ja, to je pa moja prva skladba, ki sem jo jaz napisal glasbo za njo, no. Je moja prva skladba, ki je šla januarja oziroma 2025 in ja, je moja prva in sem prav rekel zadnjič, da se moram spet lotiti pa kakšne moje stare demo posnetke poiskati, pogledati, ne, da se mogoče še lotim tega, ker potem zmanjka časa, ne, vsak mi da neke ideje, pa svoje pesmi, pa ne, Marko Hrvatin in Mitja sta tukaj kar aktivna, potem pa skupaj ustvarjamo, ne, nisem pa jaz tisti, ki vedno ne daje svoje ideje pa iz nule, ne, tako da moram se tudi tega lotiti. Po noči je vse lepo, hladno, a mi je toplo. Objameš me, lepo mi je. Po noči je lepše vse, pogled tvoj pogreje me, približam se, začutim te. Noč to zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji posteli, goriva od strasti v temi. Veš, da čutim, da drhtiš, kot da se bojiš, srce lahko je raniti po noči. Po noči je vse lepo, ko gre ob telo, je temna noč, pa vidim te. Noč to zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji posteli, goriva od strasti v temi.
zna, to moč ima. Noč mi zadiši po tvoji postelji, gorimo od strasti v temi. Veš, da čutim, da drhtiš, kot da se bojiš. Srce lahko je raniti po noči. Ponoči in Gregor Ravnik, je ponoči nastala ponoči? Ponoči je po mojem ni nastala ponoči, ne? Besedilo verjetno je nastalo ponoči, ki ga je napisal Dragomislav Mef. To skoraj zagotovo, ker vem, da on potem v zadnje momente piše ta besedila in vem, ko že potrebujemo, ne, ko se že odpravljamo v studio, je potem zadnji moment in on to napiše, tako da po moje je bilo to ponoči. Je pa to, ja, kot sem že prej rekel, moja prva nekako skladba, katero sem jaz napisal v celoti. Besedilo je prispeval Dragomislav in sem vesel, no, da je doživela tak lep uspeh in se mi zdi tudi na koncertih je ena izmed ljubših. Je pa video nastal po noči? Video je pa absolutno nastal po noči, to sem pa želel, da je po noči in da se pokaže še ta noč in čarobnost noči, oziroma lepo je, ne, tudi po noči. Z mano je tudi eno lepo dekle, tako da je preprost video in se mi je zdelo, jaz vedno rad najprej poudarim pesem, ne, in je video zame samo še nek podkrepi to pesem in ni prvotnega pomena, vedno je zame pesem tista ključna. Gregor, umetno inteligenco sem povprašal o tebe, kopilota Microsoftovega, in mi pravi za tvoj žanr opera in pop. Opera je dal na prvo mesto. A res? Ja, mogoče sem, no, kot operni pevec sem začel, ne, in sem najprej se spopadal in podajal operne žanre in vode, potem pa to nekako vključil še v pop glasbo, v popularno. Najprej sem, ja, po osnovi in tudi po izobrazbi sem operni pevec, to je res, tako da mogoče ima prav. Je pa res, da je zdaj tista glavna ljubezen in največ dela pa je v pop glasbi. Potem ta dva stila ločiš ali povežeš? Rad jih ločim, še vedno je zame stilno, moraš biti drugačen in v popu in v operi, ne moreš peti vse na isti način in kar ni pravilno, absolutno. Jih pa rad združujem, to pa ja, rad jih povežem na naših koncertih, recimo da približam tudi kakšno operno skladbo publiki, še vedno pa ločim opero kot opero, pop pa kot pop, ne, naši koncerti so pop, če damo kakšen vložek opere, potem to samo vložek, ne, če pa greš v opero gledati predstavo, pa je potem opera, ne, to, tam ne more biti pop. V glasbi se veliko govori o prilagajanju modernim trendom, koliko si ti temu podvržen? Mogoče premalo ali pa malo ali pa ne toliko, se mi zdi, da vedno, ko delamo glasbo in ustvarjamo in pišemo, pa tudi aranžmajsko, delamo tisto, kar je nam všeč, ne, kar želimo, tudi aranžmaje nekako približati skladbi, ne, skladba potrebuje tak aranžma, ne pa da se podredimo nekim modernim trendom, mogoče bi se včasih mogli ali pa ne vem. Je pa res, da trendi se tako hitro menjujejo, ne, da se počasih, ko hočeš iti za trendom in narediš skladbo, ki je v stilu s trendom določenim, se potem že zgodi drugi trend in si ti nazaj, ne. Tako da se mi zdi, da moraš ustvarjati svojo sliko, svojo zgodbo in svojo rdečo nit in potem je ta zgodba prava, po moje. Vedno smo malo za. Ja, če slediš trendu, smo vedno malo za, se mi zdi, ker bo že drugi trend prišel ali pa že nekaj novega, ki bo bolj zanimivo od tistega, kar si ti hotel, ne, narediti. Če pa slediš svoji zgodbi in svoji melodiji in svoji nekako, kar hočeš ti povedati in pokazati in zapeti in interpretirati, potem je to tvoj trend, ne, in je potem to tvoja zgodba in nekako ne slediš ampak ti mogoče drugi pol sledijo. Ker imaš pogled tudi v opero, ne, koliko pa je tam modernih prijemov, moderne glasbe, novih oper, ki prihajajo na oder? Je kar nekaj, ja, absolutno, je kar nekaj in veliko modernih oper sem že odpel in jih še izvajamo. Nedavno tudi v Mariborski operi se je izvajala ena zelo moderna opera, tudi našega skladatelja Vita Žuraja, in je veliko modernih oper, tudi zelo dobrih oper, ampak se mi zdi, da tiste klasične opere bojo vedno najljubše ljudem in tudi najbližje, mogoče tudi
tudi po samih melodijah, po samih zgodbah se bolj približajo ljudem kot moderne, kakšne težje, ker je tudi mogoče za izvajalce, za nas, ne, jih težje izvajati, pa tudi niso tako prijemljive, ne, da bi jih res začutil, ne, kot poslušalec. Se mi zdi, da včasih ne pridejo toliko do ljudi. Se mogoče pri teh modernih operah tudi pozna pri glasbi, ki je modernejša, mogoče tudi z elektronskimi elementi in podobno? Tudi, včasih res. Včasih se poslužujejo čisto nekih zanimivih inštrumentov, modernih, ali pa že sam način igranja, ne, tudi zelo drugačen od kakšnih klasičnih oper. Pa meni so itak bliže tiste klasične, s katerimi sem v bistvu začel svoj študij, ne, in rastu. Je pa res, da kakšne moderne opere so pa znajo biti zelo zanimive in tudi za izvajalce zelo kot nek dober eksperiment in ne, na ta način lahko tudi zrasteš. Tudi po sporočilnosti? Tudi po sporočilnosti, ja. Se mi zdi, da mogoče je sporočilnost še bolj ključna pri teh operah modernih ali pa tudi ne. Odvisno, no. Jaz imam kakšen več izkušenj z modernimi predstavami in je sporočilnost močna, ampak se mi zdi, da ne pride toliko mogoče včasih do ljudi, ker je glasba tako prenaporna in prenatrpana in preveč vsega, ne, da ne prideš potem mogoče do ljudi, ampak ima pa vsak svoj okus. Očitno želijo novodobni skladatelji preseči tiste iz klasike glasbe. Ja, in včasih mogoče na napačen način ali pa na nepotreben način. In se mi zdi, da včasih in velikokrat je manj je več, ni na narobe mestu povedano. Od klasike k popu, Le mi dva bo naslednja. Skladba s tragično, žalostno vsebino. Ja, je neka močna zgodba in tudi skladba, ki smo napisali ob neki izgubi veliki. Naša dobra prijateljica je doživela izgubo otroka pred rojstvom, no, je bilo zelo blizu tisti datum rojstva in je potem se otrok pač je bil mrtvo rojen in smo potem nekako vse nas je ganila in prizadela na nek način ta zgodba in skušaš potem to v glasbo dati v tekst, v melodijo in jaz, ko sem slišal, Mitja Bobič mi je pokazal to melodijo, ki smo jo mogoče mislili za eno pesem in sem takoj videl to zgodbo in neko pozitivnost in tako da ja, je nastala Le mi dva. Kam to življenje peljete? Ne veš, kaj zdaj hoče od tebe še. V svoj svet držiš v rokah, a kot droben dih zbeži drugam. Nikdar ne misli, da sama si, da nimaš več vse te moči. Še vedno sva tu, drug za drugega, samo mi dva, verjameva, to zmoreva. Le mi dva. Usoda peljala po strmih je poteh, tja do prepada, kjer ne vidiš čez. A jaz te ne izpustim, ker veš, po tebi hrepenim. Nikdar ne misli, da sama si, da nimaš več vse te moči. Še vedno sva tu, drug za drugega, samo mi dva, verjameva,
Lemi 2 in Gregor Ravnik v oddaji Radioaktivno, verjamem je album, ki ga vrtiva. To je tvoj drugi album, kot so rekla, 2014 Med nama. So kakšne sporednice med albumoma? Se mi zdi, da takrat, ko smo delali album Med nama, so na njem skladbe, s katerimi sem začel, ne, od 2017, 2017 je bila prvič skladba Med nama ustvarjena, takrat za Melodije Morja in sonca, tako da so na njem nekako skladbe, ki so me pripeljale po tej poti, do tega, da sem se odločil, da grem neko samostojno kariero in samostojno pevsko pot, tako da in pa še nekaj novih, absolutno je pa res, da je verjamem, pa se mi zdi še neka nadgradnja in mogoče neka spet druga smer, še vedno so skladbe na njem zelo z neko pozitivno sporočilnostjo in se mi zdi, da jih to nekako predrugači od tistega prvega albuma. Ja, prvi album je potem nastajal bistveno dlje časa kot druge. Ja, predvsem pesmi so nastajale dlje časa in takrat je bil še študij vmes, jaz sem študiral na medicini, za zobozdravnika na dentalni medicini, fakulteti pa tudi vzporedno na Akademiji za glasbo, tako da sem se veliko ukvarjal s študijem, pa s temi stvarmi in je bilo malo časa za ustvarjanje glasbe, svoje glasbe, pa tudi nisem ji dal toliko poudarka takrat. Zato je trajalo toliko časa, in sem ustvarjal za različne festivale, ki so se zvrstili skozi leta in potem pa po Melodijah Morja in sonca, ko sem doživel tisto zmago z skladbo Torek 2023, je pa začela nekako ta pot in tudi ustvarjanje več pesmi, tako da ja, zato je bilo toliko časa. Še vedno staviš na Torek? Ja, absolutno je Torek sam kot skladba absolutno ena izmed ljubših tudi ljudem, ki jo poslušajo na naših koncertih, je pa meni absolutno ena izmed ljubših. V torek je tudi oddaja Radioaktivno, o tem smo že govorila. Tako da vem, da je to vsaj meni najljubši datum, oziroma dan v tednu. Dan, tudi meni. Pa ponedeljek je že mimo. Ponedeljek je že mimo, torek je, čeprav v pesmi rečem, da torek ni najboljši dan, ampak ja, je. Za glasbenike pa je običajno najnapornejši petek, sobota, pa še nedeljo. Ja, veliko je tudi naš nedelj, za nas, kar precej nedelj zasedenih s koncerti in tako naprej, tako da je vikend absolutno poln. Potem med tednom pa imaš razne vaje ali pa kakšne druge projekte, tako da se potem kar cel teden nekako zapolne. V naši ulici bo četrta. Ja, to je pa tudi ena meni ljubših na albumu, ko je spet tekst od Draga Misleja Mefa, on je napisal zame po moje 90% tekstov in ko je nam je pokazal ta tekst, ki ni tipični, vsaka pesem je nekako ljubezenska in govori o neki ljubezni ali pa izgubi ali pa da kako ti je fajn, je pa ta čisto neka taka spomin na otroštvo, kako nam je bilo mogoče lepo takrat, nas preslika v tisto ulico, v kateri si živel in ko si bil otrok in da si se imel dobro, tako da je mogoče neka druga zgodba, ki pritegne in mene je res pritegnila. Mogoče je to na ljubljanski ulici v Izoli. Mogoče. On se je po moje spomnil na to ulico. V naši ulici zdaj otrok več ni, Kostan še stoji, a pod njim nikogar ni. Včasih pa smo tam, dnevom kradli čas, od jutra do noči, potiho in na glas. Spomnim se smeha in joka, igranja kdo lovi, skrivalnic v temi. Takrat sva bila komaj otroka, pa sem ti priznal, vedno bom ob tebi ostal. V naši ulici še veter kdaj zaspi, ker več nikogar ni, da ga ulovi. Včasih pa smo tam, zmaje
nas ni bilo. Spomnim se smeha in joka, igranja kdo lovi, skrivalnic v temi. Takrat sva bila komaj otroka, pa sem ti priznal, vedno bom ob tebi ostal. Spomnim se smeha in joka, igranja kdo lovi, skrivalnic v temi. Takrat sva bila komaj otroka, pa sem ti priznal, vedno bom ob tebi ostal. Bom ostal, bom ostal, vedno bom ob tebi ostal. Gregor Ravnik z mano, verjamem, je album, ki ga vrtiva. 9 skladb si tokrat uvrstil, 6 novih, pa 3 v živo. Tako, 3 pa sem želel umestiti na album iz naših koncertov, iz žive izvedbe, sploh prav na odru, ne, ko smo posneli nekaj koncertov. In predvsem skladbe, ki so nekako mi pustile nek pečat skozi to leto. Kot si še prej dejal, imaš svojo ekipo, s katero ustvarjaš tako glasbo kot besedilo. Ja, absolutno. Nekako tudi cel band se zmeraj bolj povezuje, kar se tiče ustvarjanja, ne, in se radi tudi celotna ekipa, tudi ne samo Marko in Mitja, ne, s katerima smo začeli to pot, ampak tudi Anžela Gospetrovič, pa Jure Rozman, pa Monika Avsenik in Sara Lamprečnik. V bistvu smo vsi nekako radi tudi vse dobimo, ne, in ustvarjamo in vsak da neko svojo idejo, pa tudi pri snemanju vokalov, ne, smo itak vsi skupaj vedno. Tako da je ta ljubezen do ustvarjanja in to nas tudi povezuje, se mi zdi. Besedila so Mefova, kot omenjaš? Besedila so večinoma Mefova, čeprav se tudi mi radi spopadamo s tem, prav za Lemi 2 sva jaz in Marko napisala besedilo. Tako da zdi se mi, da slovenski jezik je težek zapisati dobro besedilo in Mef je to osvojil in ga radi izkoristimo za to. Pa tudi njemu mislim, da je fajn, da ga. Tako da če ima on dobro idejo, ne, in zna to dobro potem postaviti v pesem, zakaj ne bi to uporabili? Ne? Sej mi se bomo že naučili skozi leta. Če si za skladbo Ponoči napisal glasbo, potem za kakšno že besedilo, kmalu bo celotna skladba samo tvoja. Ja, sigurno bo in to me še čaka. Imam kar nekaj posnetkov tistih na telefonu, ne, ko se posnameš za klavirjem in kakšno melodijo zmrmraš, ampak se pravim, to si moramo vzeti čas, pa se res mogoče v januarju ali pa februarju usesti, pa analizirati, kaj je bilo in kaj ni bilo in popraviti in tako naprej. Tematika v skladbah pa je različna. Od vsakdanjega življenja do ljubezenskih zgodb. Ja, absolutno največ skladb na svetu je ljubezenskih, ne? To je nekako, se mi zdi, itak tema skoraj vsake skladbe. Je pa zanimivo mogoče se podati tudi v neko temo, ki ni ravno običajna, ne? Ampak to je že težje, se mi zdi. To je večji izziv. Ja, absolutno. Počasi te pozabljam, bo naslednja. Ja, to je pa tudi ena izmed teh novejših in novih. Sprva je nismo mislili uvrstiti, ne, je nastala kot res zadnja nekako in je nastajala kar nekaj časa, ker nam ni bil všeč nekako aranžma, pa nas ni prav vodil, ampak potem se je na koncu le sestavila in je tudi ena krasna. Počasi te pozabljam, počasi padaš noč,
tabo so ostali, poljubi od nekoč. Narisani nasmehi, zlagane so oči, pozabljene obljube, hladne tvoje so dlani. Počasi te pozabljam, bledi mi tvoj obraz, ne čutim več dotikov, izgubljam še tvoj glas. Nisi kriva ti, preveč sem hotel, a znova bom začel. Nihče ni kriv za to, se pač zgodi tako, življenje združi vse, še naju je ugasnil plamanje, a ne ustavim se, čeprav izgubljam te. Počasi te pozabljam, a o tebi govorim. Vse, kar sva doživela, in sam se prebudim. Počasi te pozabljam, bledi mi tvoj obraz, ne čutim več dotikov, izgubljam še tvoj glas. Nisi kriva ti, preveč sem hotel, a znova bom začel. Nihče ni kriv za to, se pač zgodi tako, življenje združi vse, še naju je ugasnil plamanje, a ne ustavim se, čeprav izgubljam te. Nihče ni kriv za to, se pač zgodi tako, življenje združi vse, še naju je ugasnil plamanje, a ne ustavim se, čeprav izgubljam te. Gregor Ravnik z mano, verjamem album, ki ga vrtiva. Intenzivno, kot je slišati, promoviraš novi album, seveda v povezavi tudi s prvencem. Ja, absolutno in sem vesel, da smo zelo veliko na odrih po celotni Sloveniji, da smo na terenu, da nas ljudje odkrivajo, ne, in pridejo poslušati in se vračajo na koncerte. To je meni najbolj pomembno, da se radi vrnejo, ne, eni že 10., 12. in tako naprej, tako da bom mogel kakšne plakete in tako zrihtati za te Zlate vstopnice. zlate vstopnice, ja. Prvi taki velik koncert pa je bil v Cankarjevem domu leta 2025 septembra ob izdaji albuma Verjamem. Si pričakoval takšen odziv, pa polno dvorano? Predvsem sem upal na tak odziv, no. Vedno, ko delaš neki večji koncert, upaš, da bo lepo obiskan in da bo lepo sprejet, ne. In nisem zares pričakoval, sem pa upal nekako, da nam bo šlo dobro in da bo Cankarjev dom poln. Tudi televizija je takrat posnela, no, ta koncert in je res eden izmed, če ne skoraj najljubši, no. Koliko pa je treme v taki dvorani? Jaz sem imel kar cel teden neko tako tremo, majhno, ne, oziroma me je spremljalo tisto, ne, ko ti imaš v želodcu nekaj, da čutiš, da se bo zgodilo, ne, neka trema. Enkrat, ko sem pa prišel na oder, že na prvi pesmi je pa, ko vidiš ljudi, ne, ki ti
te pridejo podpreti in te poslušati in je to za njih en super dogodek in je potem ta trema samo še zgodovina. Drugi del pa so sedaj manjše dvorane po Sloveniji, verjetno bolj intimno vzdušje, manjše prostore. Ja, mislim, tudi naši kulturni domovi po celotni Sloveniji so zelo lepa prizorišča in tudi če je manj ljudi, če jih ni 1500 kot v Cankarjevem domu, ampak lahko jih je 300, 400, 500, je absolutno tudi lepo vzdušje in se mi zdi, da vsaka publika ti da nekaj drugega, ne? Tudi v vsakem kraju ti dajo nekakšne druge občutke in te drugače sprejmejo, tako da sem vesel, no, da krožimo po Sloveniji in da nas imajo ljudje radi. Vesel sem za to. Repertoar s težavo sestaviš ali ne? Ne, niti ne. Repertoar je sestavljen itak iz mojih pesmi na starem albumu, pa na novem seveda. Nekaj jih je potem že odpadlo malce, ne, ker jih je že več. Rad ustavim tudi v naše koncerte opero, absolutno nekaj tega žanra, pa kakšno zimzeleno, ne, zame itak Solinar ne more manjkati kot Primorec, ne, tako da tudi v vaše kraje pripeljem pol nekaj soli, nekaj morja. Spremljalna skupina, ki je ob tebi? Ja, kot sem že omenil, Marko Hrvatin, Mitja Bobič, Sara Lamprečnik, Monika Avsenik, Anžela Petrovič, Jure Rozman in pa Gašper Konec. Oni so moji na odru, je pa velika ekipa tudi za odrom in vsi, ki se ukvarjajo in od lučine do zvoka, da se mi dobro slišimo, da nas v dvorani dobro slišijo, pa seveda organizatorji, tako da je velika ekipa in ni samo to, kar vidiš na odru, ampak tudi za odrom. Ko si premenil Solinarja, bo sedaj, mislim, da prav primerna skladba Slika z morja? Ja, Slika z morja je pa, recimo zadnjič sem se pogovarjal z mojo dobro prijateljico Raven, je rekla, da je Slika z morja njena najljubša. Zanimivo, pa balada je. Ja, ampak je mogoče malo drugačna, ne? Ni tipična ta moja, ampak gre v neke druge sfere, malo drugam. Mogoče je gledala video spot, pa si mislila, zakaj je Gregor tako zamišljen na plaži. Mogoče. Listam spomine vse zaman, lik na sliki mi je znan. Stojim na obali, zrem nebo, nekdo me je slikal kar tako. Sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tam, a manjkaš ti. Pa sem bil takrat premlad, da bi upal storiti tak korak. Danes vem, da si mi poslala znak, ga nisem znal prebrati. Vprašala si me, če sem sam, v hipu me je postalo sram, ker sem šele odkrival svet. Strah me bilo je poletet, sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tam, a manjkaš ti. Pa sem bil takrat premlad, da bi upal storiti tak korak. Danes vem, da si mi poslala znak, te nisem znal prebrati. Zdaj si ostala le spomin, na sliki te ni, le jaz stojim. Sonce grelo je pesek s plaž, maestral je božal mi obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tam, a manjkaš ti.
nisem znal prebrati. Sonce grelo je pesek s plaž, Maestral je Božja umila obraz, par oblakov na nebu se lovi, vse je tava manjkaš ti, pa sem bil takrat premlad. Gregor Ravnik z mano, kako pa so poslušalci sprejeli novi album? Zelo dobro, moram reči, zelo dobro in vsaka pesem, ki pride, ne, je zate kot neko novo rojstvo, ne, zdaj daš ti novo pesem ven in kako jo bojo sprejeli ali bo jim všeč, ne, ker tebi je, ne, in moram reči, da vsaka pesem je doživela en lep sprejem in lep objem. Album je samo v digitalni ali tudi v fizični različici? Je tudi v fizični različici, predvsem na naših koncertih se ga lahko dobi, tako da je pa, se mi zdi, da ga ljudje večinoma poslušajo, ne, online ali pa na teh digitalnih platformah, tako da je potem, se mi zdi, več tega, ampak jaz sem vedno rad imel nekaj fizičnega v roki, ne, tudi za pokazati ali pa, tako da sem si želel tudi v fizični obliki album izdati. Je tudi kaj odziva na streaming platformah, tudi od drugod, ne samo iz Slovenije? Se zgodi, ja, res, ampak večinoma je to, ne, slovenska glasba je večinoma predvajana v Sloveniji, ne, ampak se mi zdi, da tudi po drugih državah, predvsem če se kakšni Slovenci, ne, preselijo nekam ali pa tam živijo, radi poslušajo tudi slovensko. Pomemben je tudi danes imidž v glasbi, ti kar nekaj daš nam, tudi moraš dati, gledam to, da si veliko na odrih. Ja, in pol imam enih 100 rekelcev doma, ne, ali pa oblek. Ne, imam rad to, odrska obleka mora biti drugačna in koncertna obleka mora biti drugačna kot tista vsak dan, ne, smo le nastopamo tudi, ne samo audio, ampak tudi video, ali nas tudi gledajo ljudje, tako da imam rad to, ja. Oba albuma pa se tudi razlikujeta po oblike, če si na prvem v črnem, si se na drugem v belem. Ja, res je, bolj svetu, prav zaradi tega, ker zame to, vse pesmi dajo neko pozitivno noto in mi je bila ta barva nekako, mi je najbolj pasala v ta kontekst. Ja, si pa na obeh v imidžu za poroko. Skoraj, no. Lahko izbereš. Naslednja bo prva v živo in sicer zate, slišate tudi ženski vokal. Res je, Sara Lamprečnik in Monika Avsenik sta na njej. Zame je to itak najlepša slovenska glasba, to večkrat rečem in na mojih koncertih ni manjkala že od samega začetka, potem pa smo jo preoblekli v ta tercet, ne, z Moniko in Saro in je nastala potem naša verzija te skladbe. Zate bi kradel dneve z naše mladosti, pamet iz naše norosti, te včasih poglej me, ko mimo greš. Zate bi padla, dala vroča poletja, sanje zapravila zate, včasih poglej me, ko mimo greš. Zate imel sem 100 pasti, zate obvladal vse laži, ti pa mimo greš in sploh ne veš, da zate bi tvegala vse. Zate bi padla nova žrtev prevare.
da zate sem tvegal preveč. Monika Avsenik! Sara Lamprečnik! Gregor Ravnik z albumom Verjamem z mano. Vidim, da si še stara šola, čeprav si še mlad, ima spletno stran. Absolutno in se mi zdi, da še vedno ljudje klikajo, ne, in gledajo, kje imaš koncerte, tako da na spletni strani vse piše od skladb pa do naših datumov, ne, tako da imam to, absolutno. Seveda pa tudi družabna omrežja, ker si pa bolj aktiven. To pa moraš biti in brez tega ne gre, kje se pojavljaš, pa kaj delaš, ne, ljudje to vse zanima, ljudi in tako da jaz moram biti. Zelo aktiven si tudi pri ustvarjanju videospotov, vsako skladbo pospremiš z videopodobo. Kaj misliš danes ob vseh streaming platformah, je to nuja ali ne? Zdi se mi, da je, da mogoče pesem ne doživi takega nekega pusha v navednicah, če ni videoposnetka, da jo še bolj podpre, ne? To se mi zdi, da je skoraj nujno še vedno. Tako da ja, sem nekako skozi leto se trudim čim več izdajati, čim več novih skladb, čim več delati, tako da ja, tudi video je potem posledično posnet. Gregor, kako pa se tikaš oziroma vikaš z umetno inteligenco? Moram reči, da kar se tiče kakšnih, predvsem recimo, ko sem bil na dopustu letos v toplejših krajih, mi je veliko pomagala umetna inteligenca pri sestavljanju destinacij, ne, pa tega itinerarja in tako naprej. Za kaj drugega pa niti ne. Recimo vem, da je zelo popularna pri ustvarjanju zdaj pesmi, ne, ta umetna inteligenca, ampak nekako nismo še, oziroma jaz sem še tista stara šola ali pa se še ne podajamo to. Jaz jo uporabim pri pripravi intervjujev in tudi povprašam kopilota, katere so najpopularnejše skladbe izvajalcev, s katerim se pogovarjam. Kaj misliš, da je izpostavil zate? Ja, po moje torek ali pa kakšen po noči, pojma nimam, kaj pa je rekel? Tako jih je rangiral. Aha. Za vse čase, Okay. ti si znala, torek, med nama, še ko te ni, te imam, pa ti si. No, zanimivo. Nove pa nobene. Zanimivo. Mogoče itak se mi zdi, da skladbe rabijo nekaj časa, ne, da se ti vtisnejo, tako da stare skladbe verjetno doživijo nek več vtisa dobiš od njih. Ampak ja, zanimivo. Poleg tega pa sem še dal ukaz, da mi analizira skladbe z tvojega albuma. Aha. Takrat pa mislim, da sva malo zašla s poti s umetno inteligenco. Kaj ti 5 skladb še zanalizira, potem pa že na tvoj novi album vrže skladbo Torek. Na koncu pa še 3 skladbe z naslednjimi naslovi. Nova skladba 1, nova skladba 2, pa 9. skladba Priredba tradicionalna.
zdi se mi, da se potem nekaj začne izmišljevati. Ne? In tudi vem, da sem enkrat uporabil to in vprašal to umetno inteligenco, recimo, ne vem, najbolj popularni dueti, ne, slovenski recimo, ne, ko imaš mogoče kakor za neko idejo, ne, za dobiti in si potem že izmišljuje neke naslove, ne, on po svoje in da pevce recimo da skupaj in sploh ne pojejo skupaj dueta, tako da po moje ni vse verodostojno zares. Tudi po več poskusih se ni dalo ukrotiti Ja. in ustrajal prisvojen. Ja. Jaz pa prisvojen. Potem je zmeraj hujše, ne. Ja, kriga se stavbo Ja, že. ja. Predzadnja, ki jo dala, bo tudi v živo, nisem tak. Tako je, to je pa iz prvega albuma. Marko Hrvatin je rekel takrat, da nekako ta skladba ni doživela nekega singla, ne, ni bila nikoli predstavljena kot singel, je pa na odrih kar dobro zaživi in potem smo jo hoteli umestiti kot živo izvedbo. Zdaj bom začel na drug način, ker tisto prej je bil polom. Poskušal sem, pa sem zgrešil, hotel sem več, kot sem dobil. Še sam sem kar obstal, pa saj to nisem jaz. Kaj je z mano, da počnem to, kar nikdar ne počnem. Tu pred tabo, kot bedak, a veš, da nisem tak. Rad bi začel druge kot prej, ker ne bi rad pokvaril se. Ne bom iskal, kdo je zgrešil, kdo je nedolžen in kdo je kriv. Tisto prej je šlo po zlu, pa saj to nisem jaz. Kaj je z mano, da počnem to, kar nikdar ne počnem. Tu pred tabo, kot bedak, a veš, da nisem tak. Preveč sem rinil vate, zdaj priznam, a jaz nisem tak. Kaj je z mano, da počnem to, kar nikdar ne počnem. Tu pred tabo, kot bedak, a veš, da nisem tak. Kaj je z mano, da počnem to, kar nikdar ne počnem. Tu pred tabo, kot bedak, a veš, da nisem tak. Gregor Rovnik, za konec decembra 2025 si izdal prvo božično skladbo, o kateri Res je. smo že telefonsko govorili. Res je, prva božična in sigurno ne zadnja. Vedno sem si želel nekako podati tudi v decembr svojo skladbo in moram reči, da sem vesel, no, da smo jo ustvarili. Drago mislim, je spet napisal besedilo in nastala je naša prva božična. Bova čez leto dni predstavljala božični album, oziroma čez slabo leto. Ne bom nič rekel, ker pol se ne bo zgodilo, ne, ampak nekako plan je absolutno ustvarjati še več božičnih, še več prazničnih skladb. Mogoče to zapakirati v album za naslednje leto. Ne bom pa nič rekel, da se potem ne bo zgodilo slučajno. Drugače pa lahko v letu 2026 zagotovo pričakujemo kakšno novo. Absolutno, absolutno, kar nekaj se jih že ustvarja, verjetno bo prišel še kakšen singel iz tega albuma, iz albuma Verjamem. Potem pa itak, ne, ustvarjaš naprej, deluješ, vedno imamo radi kaj novega. Jaz sem kot singel z tega albuma še našel skladbo V naši ulici, če ti povem po pravici. In točno ta bo naslednji singel. Verjetno pa še veliko odrov, koncertov.
Tako veliko nas čaka tudi v prihodnjem letu, plani se kar vrstijo in itak se pojavljamo po celotni Sloveniji, po kulturnih domovih in raznih prizoriščih, tako da se potem itak na socialnih omrežjih in na spletnih straneh vidimo in se potem tam vse objavlja, kar bo naprej. Še eno bova zavrtela za konec tega pogovora, Še ko te ni, te imam, prav tako v živo. Prav tako v živo in tudi iz prejšnjega albuma in moram reči, da zame je bila ta skladba nekako pozabljena po tisti popevki 2021, potem ko smo pa jo začeli izvajati na odrih in v živo, je pa zame postala ena ljubših, tako da sem si tudi to želel, da predstavim na svojem albumu. Sedaj jo boš predstavil še našim poslušalcem. Gregor, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno na Radio Perlekter, uspešno in čim bolj delov naprej. Hvala lepa in hvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Res ne vem, morda je bil tak dan, nisem takšen, saj se poznam. Naenkrat si ste kar odšli drugam, tudi ti, pa si vse, kar imam. Zaskelelo me je, ko sem stal in le kričal. Vpil sem na te, da ne moraš proč, usojeno je, da boš vedno z mano. Okoli naju sem prižgal obroč, zbrisal poti. Naj bo noč, naj bo dan, naj bo med nama ocean. Še ko te ni, te imam. Res ne vem, kaj je takrat bilo, tam sem stal, za tabo kričal. Le zamahnila si jim z roko, on je tak, saj bo končal. Pa ni res, nisem tak, le preveč rad imam. Vpil sem na te, da ne moraš proč, usojeno je, da boš vedno z mano. Okoli naju sem prižgal obroč, zbrisal poti. Naj bo noč, naj bo dan, naj bo med nama ocean. Še ko te ni, te imam. Kot bi mi zabila nož v srce, si rekla jim, da nama več ne gre, ne gre, ne gre, ne gre. Vpil sem na te, da ne moreš proč, usojeno je, da boš vedno z mano. Okoli naju sem prižgal obroč, zbrisal poti. Naj bo noč, naj bo dan, naj bo med nama ocean. Še ko te ni, te imam. Usojeno je, da boš vedno z mano. Okoli naju sem prižgal obroč, še ko te ni, te imam. Sem Gregor Ravnik in vi poslušate Radioaktivno.